Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V ponedeljek se je v Kranjski Gori začel kulinarični festival, ki ne le v Sloveniji, pač pa tudi v Evropi dobiva vedno večjo veljavo, saj se ga radi udeležijo tudi kuharski mojstri iz drugih držav. Ja, letos dejansko drugič gostimo to dogajanje. Lansko leto je bilo nekako poskusno in glede na zelo dobre odzive v lanskem letu smo se seveda odločili, da sam dogodek ponovimo. Še več, nekako smo ga razširili, letos tekmuje okrog 50 tekmovalcev iz 8 držav, tako da je udeležba res izjemna, tudi eminentni sodniki prihajajo kar iz 8 držav. Letos smo pa tudi nadgradili v sodelovanju s Tušem tekmovanje za Tuševo kuharsko zvezdo, kjer so se predstavljali najboljši predstavniki slovenskih gostinsko-turističnih srednjih šol. Tako da smo res veseli, še bolj pa, če pomislimo tudi na letošnjo jesen, ko Kranjska Gora gosti tudi gostinsko-turistični zbor in dneve slovenskega turizma, tako da je res vse v znamenju kulinarike, to nas seveda iskreno veseli. Letošnji veliki zmagovalec je Dragan Šljivič, med juniorji in v kategoriji tort je slavil Matej Zupančič, kulinarično artistiko pa je dobil Vlado Novoselec. V torek pa so v restavraciji Napoli pripravili še večerjo s top 3 šefi. 50 ljubiteljev izbrane hrane je poskušalo jedi, ki so jih pripravili Luca Giorello iz Italije, Dragan Šljivič iz Bosne in Hercegovine, Nikola Mišovski iz Makedonije in Robert Kristan iz Slovenije. Prišli so 4 šefi iz različnih držav, kateri imajo pač en skupen imenovalec. To, da so vsi vrhunski šefi, ki zelo cenijo kulinariko, ki se vsak dan za kulinariko razdajajo, vlagajo sebe v to. Tako da smo imeli enega kuharskega šefa iz seveda Slovenije, slaščičarja, našega vodja slaščičarske delavnice v Hitalpineji Kranjska Gora. Potem smo imeli šefa iz Italije, iz Bosne in Hercegovine in iz Makedonije. Koliko časa so pripravljali vse te jedi? Vi ste imeli tudi vpogled v kuhinjo, kako je tam izgledalo, je bilo kaj treme? Ja, predpriprave so vedno bistven del celotnih teh kulinaričnih večerov. Nam seveda servirajo vse v parih minutah, izgleda vse enostavno, ampak predpriprav je pa definitivno ogromno. Dela je za vsako komponento na krožniku, ki jo praktično z eno vilico ali žlico ponesemo v usta ure in ure, načrtovanja, spajanja okusov, tako da predpriprav je dejansko veliko, nekaj so jih naredili že prej, praktično so pa tukaj cel dan garali in delali za to, da danes uživamo in okušamo vse te specialitete, ki so nam jih pripravili. In slišati je bilo samo besede odlično, izjemno, zelo okusno, kako so to sprejeli kuharji? Ja, seveda, to je poklon, za katerega kuhar živi, za katerega dela in definitivno jim je to potem na koncu največja nagrada. To je pohvala, tako da so vsi zadovoljni in imajo motivacijo za naprej, za nove izzive. Tudi vinska ponudba je bila izbrana? Ja, seveda, dobri kulinariki oziroma vrhunski kulinariki definitivno sodijo tudi vrhunska vina, katerih v Sloveniji ne primanjkuje. V sodelovanju smo povabili enega najboljših slovenskih vinarjev, to je vinsko klet Erzetič, ki prihaja iz Goriških Brd, natančno iz Višnjevika. Oni se ponašajo z zelo širokim spektrom vin, dajo pa poudarek na rebulo. So hiša rebule, tako da v bistvu na to sorto dajo največji poudarek in smo zelo zadovoljni, saj so dejansko ena izmed kleti, ki so sam vrh slovenske vinske ponudbe. Kaj pa samim obiskom ste zadovoljni? Videti je bilo tudi kar veliko domačinov. Ja, definitivno smo zadovoljni, interes je bil zelo velik, če bi imeli več kapacitet, bi lahko še kakšen sedež več prodali, ampak dejansko gledamo na kvaliteto, prostor in število mest je omejen, tako da večer je bil razprodan, obisk, zelo širok spekter gostov, od domačinov do tekmovalcev, zaposlenih, tudi ljudi, ki so pač zunanji gostje, tako da zelo širok spekter gostov je prišel na ta večer.
Pozdrav iz kuhinje so obiskovalci najprej dobili na mizo. To je bila polenovka s hrustljavim jabolkom ankuro in na piškotu iz riža. Predjed je bila mediteranska plošča na krajinski način, tuna, brancin in vongole s kaviarjem, pomarančo in limono. Glavna jed je bil zajec z natrgano račko in jurčki ter bučna krema s tartufi. Desert pa je bil poimenovan kekčeva malca. To so bili polenta, jagode in ledeniški sneg. Bela polenta v kokosovem mleku z belo čokolado, sveže gozdne jagode z jagodnim pirejem in meto ter ledeniški sorbeti z jabolk, bezga in sirupa smrekovih vršičkov. Večerja je mimo, strneva nekaj vtisov, kako se vam je zdelo, kakšno oceno bi morda podali za tele kuharske mojstre? Oceno je glih ne bi, no. Ampak so bile dobre jedi, so bile tudi dobre prezentacije, kar me pa zelo fascinira, so bili pa dobri pristni okusi, sploh pri glavni jedi lahko rečem, so bili res taki lepi okusi, lepe teksture, svežina, nekako glavna mi je bila tista number one. Tudi hladna predjed je imela kar zelo veliko komponent, če ste videli. Ja, dobri okusi. Kaj pa sladica? Sladica je pa tista, ki pride na konc, pa jo ful rad poješ, pa jo je toliko, da bi jo še rad jedel, pa moraš hujšati zraven, tako da mečkam preveč, ampak zelo dobra. Osvežilna, dobra ideja, polenta s čokolado. Ja, vedno nekako moramo iskati pristne okuse, povezovati to našo domačo hrano na nek trendovski način, kar pa tudi sama zagovarjam. Kaj pa nasplošno lahko rečete o kulinaričnem festivalu tule v Kranjski Gori? Glede na to, da je bilo prvič lansko leto, letos drugič sem se udeležila, se pravi, da nekaj mora biti dobrega. Dobro vzdušje, prijatelji se srečamo mogoče enkrat, dvakrat letno iz vseh nekak držav, kar je tudi neka taka pozitivna stvar. Skratka, je pa neko povezovanje, se pravi dijakov, starejših, srednje generacije se nekako povežemo in kaj pravite, kaj govorimo samo o hrani. Je lahko tak festival tudi kalilnica novih velikih mojstrov? Videli smo tekmovanje dijakov, dobro jim je šlo? Predvsem je kalilnica dobrih idej. Predvsem je kalilnica nekih, lahko rečemo, novih in svežih pogledov. Ko nas sedi, 12 za mizo, vsak ima nek svoj pogled in se ti utrne ideja takole. To so najlepši momenti in takrat si moraš to idejo zapisati in jo graditi. Če bo prihodnje leto tretji festival, pridete? Tretji festival vsekakor pridem, dejstvo, da pridem, ja. V Mlačci v Mojstrani so se včeraj zbrali mladi gasilci in gasilke, ki so preizkusili svoje znanje in sposobnosti v gasilski orientaciji. Poteka že tradicionalno 18. orientacijsko tekmovanje mladine Gasilske zveze Kranjska Gora v Mlačci. Samo tekmovanje poteka tako, da v bistvu s pomočjo orientacije grejo otroci, v bistvu mladi gasilci na teren. Po terenu iščejo kontrolne točke, na katerih izvajajo določene gasilske naloge. Ko uspešno pretečejo v cilj, dajo ocenjevalni list in na koncu jih čaka še pogostitev s čevapi in hrenovkami in malinovcem. Blizu celotne občine, se pravi od Rateč do Mojstrane, nastopilo 41 ekip, to so pa otroci od 7 do 18 leta. Dom Viharnik v Kranjski Gori so v petek obiskali učenci obeh 4. in 5. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora skupaj z učiteljicami in za stanovalce pripravili zanimivo prireditev. Srečen dan za njo udaril dan, ko si srečen dan za njo udaril dan, ko si srečen in ko srečo rad bi še delil z nekom, ko si srečen dan za njo udaril dan, ko si srečen pesmi s prsti razigram, ko si srečen pesmi s prsti razigram, ko si srečen in ko srečo rad bi še delil z nekom, ko si srečen pesmi s prsti razigram. Na ta način smo jim želeli polepšati vsakdan in malo popestriti te prve sicer deževne pomladne dni. To ni naš prvi obisk. Učenci naše šole pogosto
obiskujejo dom Viharnik in z njimi ustvarjajo na delavnicah ali pa jim pripravijo kakšen nastop ali drugo aktivnost. Ta teden pa so v Viharniku imeli tudi delavnice. Izdelali smo obešalnike iz lesa, in sicer ribe, in jih pobarvali. Z neba nam sveti sonček zlat, že prišla je k nam pomlad. Iz gozda sem pa znani glas, naznanja, da prišla je v vas. V dom radi prihajamo zato, da starejšim polepšamo dan. Novartis, katerega del je Lek, v Sloveniji že 13. leto zapored organizira dneve sodelovanja z lokalno skupnostjo, ki potekajo v sklopu globalne Novartisove prostovoljske pobude. 600 sodelavcev z Novartisovih lokacij iz Ljubljane, Mengša, Lendave in Prevalj je sodelovalo v več kot 20 aktivnostih. Svoj čas pa so namenili pomoči in druženju z več kot 700 ljudmi. Bili so tudi v vili Šumica v Kranjski Gori, ki sodi pod okrilje Zveze prijateljev mladine. Danes je dan sodelovanja z Novartisovo skupnostjo, s katero se ukvarjamo že več kot 13 let, oziroma 13 let. To je v delovnem času, sodeluje preko 600 sodelavcev iz naše enote. Lahko rečem, da sama prihajam iz razvojnega centra in da smo v letošnjem letu se drugič udeležili te akcije. Smo vsi zelo zadovoljni, da lahko kakorkoli dobronamerno prinesemo k tej organizaciji. Danes smo poskrbeli za urejenost okolice tega mladinskega centra v Kranjski Gori. Barvali smo tale prečudovit dom, otroška igrala, tudi okolico tele reke Pišnice, tako da se bodo otroci, ko pridejo, dobro počutili. V vili Šumica so bili Lekovih delavcev seveda zelo veseli. Vsaka pomoč je namreč več kot dobrodošla. V imenu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje bi se najlepše zahvalil sodelavcem podjetja Lek, ki je naš dolgoletni podpornik. Tokrat so nam pomagali urediti okolico in pa počitniški dom Vila Šumica, katere primarni cilj je organizacija počitnic za humanitarno ogrožene otroke. Izvršili smo kar nekaj del, urejali smo okolico počitniškega doma, prebarvali smo paviljon, postavili smo table za okoliške in pa oddaljene znamenitosti, okrasili smo bazenček, pripravili smo sani za prihodnjo smučarsko sezono in pa vnesli veliko dobre volje v našo Vilo Šumico. Hvala vam. V 13 letih prostovoljstva so Novartisovi sodelavci v Sloveniji v sodelovanju z lokalno skupnostjo namenili več kot 36.000 delovnih ur in pomagali več kot 12.000 ljudem. Prejšnji konec tedna so se v Bohinju zbrali motoristi iz vse Slovenije, nekaj tudi iz tujine, na tradicionalnem blagoslovu motorjev. Letošnji je imel tudi dobrodelno noto. V letošnjem letu smo naredili blagoslov malo drugače, kot ga delamo ponavadi. Za letošnjo leto smo se odločili, da naredimo veliko akcijo zbiranja sredstev za naše motoriste reševalce. Tako da bi rad zahvalil se našim reševalcem, ki so prišli na naš blagoslov in ki so nas podprli, tako kot bomo mi podprli njih, s čim večjim donacijam in pa seveda s takilim rutkam, kot jih vidite tukaj, kjer zbiramo sredstva za njih, da jih zberemo v čim večjem znesku, bi rekel temu. Sredstva so namenjene za nakup defibrilatorja, upamo pa, da ne bo ne zadnji, upamo, da smo s tem začeli šele akcijo, zato lepo vabim vse motoristke in motoriste celotne Slovenije, pridružite se nam, kajti samo skupaj bomo sklenili člena verigi in bomo močnejši. Neskončno dobrotljiv in veličastni Bog, tistih, ki jih varuješ, nič ne ločuje od tebe, ne prostor, ne kraj, ne čas, ne razdobje.
Pomagaj svojim služabnikom, ki povsod zaupajo vate. Na potovanjih jih bodi vodnik in spremljevalec, da jim nič ne bo škodovalo in nič nasprotovalo. Vse naj bo v korist in srečo. Pred obrambo tvoje desnice naj dosrečno dosežejo, po čemer po pravici hrepenijo. Gospod, blagosloviti motorje in vse njihove voznike. Naj svojo pot srečno prevozijo in vedno čutijo, da jih spremlja Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pušča nimam samo. Samo žep. Dobre. Dobro, živijo. Bravo. Kakšno meri? Vozu meri, ne da su žigli. Ja. Ali sta doliva? Ja, doliva si. Ja, sam to nikog si. Ja, živijo. To vrstni dogodek je seveda popestritev dogajanja, pa tudi lepa promocija za Bohinj. Jaz lahko rečem, da je to ena nadgradnja prejšnjih zborov motoristov v Bohinju. Letos so se fanti motokluba Bohinj odločili za to, da to akcijo posvetijo humanitarni dejavnosti. To pomeni, da zbirajo sredstva, ki bojo, bom rekel, zelo smiselno porabljena za reševalca, ki je velikokrat potreben tudi v tej, rekel bi, motorni panogi. In skratka čestitam fantom za ta dogodek in jim seveda izrekam veliko priznanje, predvsem pa ta humanitarna gesta se mi zdi dejansko nadgradnja samega zbora. Jaz moram reči, da so motoristi dobri turisti, Bohinj s svojimi cestami omogoča marsikaj. Jaz si samo to želim, da se vedno vrnejo zdravi in čili nazaj k svojim družinam, ker si ne želim, da bi doživeli kakršnekoli nesreče, ker vemo, da včasih tudi motoristi se spozabijo in precej bolj pritisnejo na gas, kot pa je to dovoljeno. Te dni poteka 10. kolesarska dirka okoli Slovenije. Brez Gorencev seveda na taki prireditvi ne gre. Na njej namreč pedala vrti tudi Dejan Kilar z Jesenic. Moraš biti trčen, no. To je ena stvar. Drugače pa, če ti je všeč bicikl, če ti je všeč kolesarjenje, potlej je logična izbira, da greš prej tudi probati kaj takole odpilenega, kakor je tole. Lani tekme sicer ni bilo, letos pa je bila znova dobro sprejeta. DOS se letos res vrača po enem letu premora. Pričakujemo en velik spektakel, praktično tako, kot smo ga tudi že bili priča v zadnjih 9 letih samega dirke DOS. Rekel bom tako, nekako na samo dirko se vračajo stari mački, prihajajo novi obrazi, tako da nikoli ne vemo, kaj bo, lahko nas nekdo preseneti. Cilj je, da nekako dirka postane spet dirka, kakršna je bila in se mogoče dvigne za kakšno stopničko vsako leto in jo pripeljemo kot eno boljših dirk v Evropi. Dirka je sestavljena iz 7 etap. Brez Kraljevega Vršiča pa tudi tokrat ni šlo. Trasa dirke DOS Extreme 2017 ostaja praktično zelo podobna dirki iz leta 2015. Sprememba je edina ta, da smo izpustili Ilirsko Bistrico, ki je praktično veliko del na cesti je, in da se nekako tekmovalci ne zaustavljajo preveč tja do morja. Na dirki sami morajo tekmovalci upoštevati cestno-prometne predpise, s tem, da istočasno tudi naš sodniški štab, katerega sestavlja 6 ljudi, tesno spremlja potek dogajanja preko GPS naprav, tako da v vsakem trenutku lahko vidijo, če se dogajajo kakšne nepravilnosti na sami trasi ali pa če nekako tekmovalec zaide in mu pomagajo nazaj na njo. Vsi tekmovalci imajo pri sebi številke, na katere lahko pokličejo in se obrnejo v primeru kakršnihkoli težav, s katerimi se srečujejo na poti.
Zdaj pa smo, drage gledalke in gledalci, še v drugem delu Kronike tedna, ko bomo prelistali koledar prireditev. Varuhinja človekovih pravic bo v sredo skupaj s svojimi sodelavci poslovala v prostorih občine Kranjska Gora. Pogovori so namenjeni vsem, ki ocenjujejo, da jim država in njeni organi kršijo pravice. Nanje se je treba prijaviti po telefonu številka 030 720 225, najpozneje do jutri do 15. ure. V Kolparnu na Stari Savi na Jesenicah bodo v torek ob 10. odprli novo gostujočo razstavo, Ko ideja postane lastnina, Peter Florjančič in intelektualna lastnina, ki jo je pripravil Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Reševalni helikopter Borduš v Slovenski planinski muzej v Mojstrano pride v torek po 13. uri. Nabavljen je bil z namenom nudenja pomoči in podpore pri rednih policijskih nalogah, a se je zelo hitro pokazalo, da je lahko uporaben tudi v gorah pri reševanju. Muzejski večer Planina v Alpah bo v četrtek ob 18. v Kajžankovi hiši v Ratečah. Predavali bosta Saša Roškar in Špela Ledinek-Lozej. Muzejski večer z Martino Čufar-Potart, Mama z jeklenimi prsti, bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. V petek ob 19. bo v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku jubilejni koncert pevskega zbora Večerna Zarja. 7 različnih zborov in s tem tudi več kot 150 pevk in pevcev iz vse Slovenije se bo v soboto zbralo na Trgu Olimpijcev v Mojstrani na 19. zvonarjadi. Na koncertu bodo nastopili pevsko društvo Savinjski zvon, mešani pevski zbor Šentviški zvon, mešani pevski zbor Zvon Muta, mešani pevski zbor Šenčurski zvon, moški komorni zbor Mengeški zvon, pevsko društvo Zvon Šmartno pri Litiji in vokalno-inštrumentalna skupina Triglavski zvonovi. V soboto 27. maja bo turistično društvo Dovje Mojstrana znova organiziralo Juriš na Dovško babo. Štart nordijske hoje bo ob 9:15, teka ob 9:30 minut, kolesarjev pa ob 10. Otroški tek na 400 in 800 metrov se bo začel ob 10:15 minut. Štartno mesto je na Dovjem pred hišo Parkater, cilj pa na Cicovem rovtu. Pot gre najprej skozi vas Dovje, potem pa po makadamski poti proti Ravnam. Proga je dolga 5900 metrov, premagali pa boste 400 metrov višinske razlike. Imeli bodo organizirano animacijo za otroke. Prijave za animacijo otrok zbirajo do 20. maja. Kontaktna oseba je vodja tekmovanja Mina Kotnik. Njena telefonska številka pa je 041 233 783. Toliko smo torej pripravili v današnji Kroniki tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!